Vsakih toliko časa se v vesolju zgodi, da se odprejo portali, čez katere začne prihajati manifestacijska energija. In ta manifestacijska energija oblije planet in aure vseh ljudi, ki smo v tem obdobju energijsko odprti in si tega dovolimo. Ampak o tem nihče ne govori. Nihče ne govori o teh manifestacijskih portalih, zaradi katerih lahko ljudje na Zemlji v inkarnaciji hitreje dosegamo stvari. In moje ime je Mihael Žmahar in danes bi rad v tem videu govoril točno o tem. Ne vem, če veš, ampak 30. julija, to se pravi zdaj zelo kmalu, bo poletni meteorski dež. In meteorski dež ima v sebi zapisano eno izmed najmočnejših manifestacijskih kot vesolja. Kaj pravzaprav je meteorski dež? Meteorski dež je manifestacijska komunikacija. To pomeni, da vesolje vzame energijo na eni strani sebe, manifestacijsko energijo na eni strani sebe in jo vrže na drugo stran vesolja in manifestacijsko podpre projekte bitja tam. In ravno zdaj začne manifestacijski dež, meteorski dež padati na planet Zemlja in v aure ljudi, ki si bomo to dovolili. In ravno ob tem večeru, na 30.7., bom naredil manifestacijsko predavateljski večer, kakršnega nisem še nikoli. Na ta večer bom naredil dogodek, ki bo ljudem pomagal razumeti sebe in svoj potencial na način, na katerega niso tega naredili še nikoli. In ker imam 2 dni kasneje rojsten dan, 2 dni kasneje bom star 36 let, eno fantastično darilo za vas. Evo, častim. Eno fantastično darilo, kakršnega nisem še nikoli dal nobenemu. Zakaj? Zakaj sem se odločil, da bom ta event naredil? Zadeva je sledeča. Meni že od nekdaj gre na živce, če mi ljudje govorijo, kaj jaz lahko naredim, pa kaj jaz ne morem narediti. In v preteklosti mi je ogromno ljudi govorili, da jaz v življenju ne morem imeti vsega. To pomeni, glej, Mihael, če boš hotel imeti, to se boš mogel odrečiti temu, ne moreš imeti oboje. In to je šlo meni blazno na živce, ker mi ni šlo v račun, zakaj jaz pridem na planet Zemlja, na katerem je na tisoče možnosti na voljo, na katerem je toliko neverjetnih energij in izkušenj, ki jih lahko izkusim, zdaj moram pa jaz nekaj zbrati. Ker če jaz nekaj zberem, pomeni, da moram jaz žrtvovati nekaj drugega. In ne samo, da so mi ljudje to govorili. Jaz sem videl na stotine in stotine primerov tega pri drugih ljudeh. Videl sem uspešne podjetnike, ki so zgradili super biznis, uspešne podjetnike, ki so bili bogati, ampak niso imeli nikakršnega stika s svojimi otroci. Oziroma njihovi otroci so odrasli brez, da bi oni sploh vedeli kdaj. Videl sem ljudi, ki so bili skozi v zen energiji, so imeli popolno zdravje, ljudi, ki so imeli skozi mir in brez stresa, ampak niso nič kariernega, konkretnega naredili. Videl sem ljudi, ki so žrtvovali sebe zaradi tega, ker so hoteli ugajati drugim ljudem. Videl sem ljudi, ki so žrtvovali druge ljudi zaradi tega, ker so hoteli izbrati sebe skozi neko žrtvovanje. In meni to nikoli ni bilo jasno. Res, zakaj pridemo na ta planet? Zato, ker lahko toliko različnih področij življenja izkušamo in razvijamo in probavamo. Zakaj moram jaz zdaj zbrati nekaj v življenju? Zakaj ne morem imeti vsega? Zakaj ne morem biti vse? In kot vedno se ozrem v vesolje in rečem, duhovni voditelji, mi lahko poveste, zakaj se ljudje inkarniramo na tak planet kot je Zemlja, kjer moramo nekaj žrtvovati, zato da lahko imamo nekaj drugega. Ker se moramo celo življenje nečemu odrekavati, zato da lahko nekaj ustvarimo. Veš, kak je bil odgovor? Vodniki so mi rekli, saj mi vam nikoli nismo rekli, da morate tako živeti. Saj nikoli vam vesolje ni reklo, da morate vi karkoli žrtvovati, ali kogarkoli žrtvovati, ali se čemorkoli odrekati, ali na kakršenkoli način trpeti. To ste se vi ljudje na Zemlji odločili. Vi ste si dali v glavo program, da moraš žrtvovati nekaj, če hočeš dobiti druga. Ne, mi vam sporočamo, da lahko imate ljudje na planetu Zemlje vse. In takrat je meni v glavi začel brleti. Ker jaz že pa celo življenje čutim, da lahko imamo ljudje vse. Že celo življenje sem živčen, če moram izbirati. Zakaj moram zbrati med čokoladno pa vaniljevo torto? Pa obe bi jaz pojedel, nočem zbrati. Zakaj bi mogel zbirati med družino in biznisom? Pa jaz hočem imeti lepo družino in uspešen biznis. Zakaj bi mogel zbirati med mirom in akcijo? Oboje hočem imeti v življenju. In zato sem naredil ta meditacijsko predavateljski večer, kakršnega nisem še nikoli, in bo 30.7. z naslovom Super človek 300. To je dogodek, ki ga mora vsak slišati, če želi iti v 21. stoletju naprej z vsem svojim potencialom. Zaradi tega, ker bom točno o tem govoril. Rad bi vam pokazal, rad bi ti pokazal, kako
more človek na planetu Zemlje živeti, če želi izkoriščati vse potenciale v sebi, ki jih ima naenkrat na vseh področjih življenja, da se mu ni treba več odrekati, da ne rabi imeti občutka, da trpi, da ne rabi imeti občutka, da izgublja stvari v življenju. Ker se mi zdi, da življenjska ura hitro teče, iz leta v leto greš. Naprimer, zdaj bom jaz star 36 let 1. avgusta, ne? Ampak se mi zdi, da sem bil 35, se mi zdi, da sem bil 34 let, ne? In imaš neko omejeno količino let na Zemlji in življenje pač hitro gre. In zdaj hočem jaz v tem življenju vse izkusiti, kako točno ta znanja in te informacije bom združil na dogodku Super človek 300. In ta dogodek je fantastičen. V prvem delu dogodka bom imel predavanje o manifestaciji, kakršnega nisem imel še nikoli. Pokazal ti bom, katera so razmišljanja, ki jih rabiš imeti, če hočeš ustvarjati bogastvo na vseh področjih svojega življenja. Pokazal ti bom, kateri so načini manifestacije skozi tvojo lastno energijo, da lahko hitreje dosežeš stvari, da nimaš občutka, da žrtvuješ nekaj, zato da dobiš druga. In en kup navodil in en kup strategij in razmišljanj, kakršnih v modernem času ne učijo. Ker včasih v starih civilizacijah so ljudje znali ustvarjati, potem se je pa to znanje kar nekaj izgubilo. Zadnjih par tisoč let tega znanja ni. Zato imamo danes situacije, ko človek celo življenje dela, gara, na koncu pa nič ne ustvari. To je prvi del večera. Potem gremo pa v najbolj neverjetno meditacijo, kar sem jih naredil. To je pa meditacija, v kateri te peljem v prav posebno dimenzijo, kjer ti najprej pomagam zbrisati tiste blokade, ki te blokirajo, zato da ne izkoriščaš svojega potenciala. Potem gremo pa naprej. Peljem te do 4 virov energije, 4 različnih virov bogatstva v tvojem življenju. Potem ti pomagam to energijo preslikati v tvoj biološki celešni spomin, zato da boš ti naravno tako delovala hitreje, močneje, aktivneje, da boš lahko dosegala tisto, kar si želiš hitreje. In potem ti bom pokazal, kakšen potencial živiš zdaj in kakšen potencial imaš na voljo, da ga živiš. In tukaj boš videla, kakšna mogočnost te čaka, če znaš energijo prav usmeriti. No, to pa še ni vse. Pa imam pa za vsakega izmed vas darilo. In call me crazy, preden se spametujem, to darilo je pa izjemno. Nikoli ga še nisem dal, nikoli ga še nisem predal ljudem. To darilo so 4 studijsko posnete aktivacije za ustvarjanje manifestacijske energije na vseh področjih življenja. Prva je alfa manifestacija fizičnega telesa, druga je beta manifestacija misli, zato da imaš manifestacijske misli. Tretja je alfa, beta, gama manifestacija čustvene energije, da znaš prepoznavati oblike bogatstva in jih implementirati v svoje življenje. In potem delta manifestacija duše, kjer se ti pa odprejo vse mogočnosti, ki jih imaš na voljo. Ta dogodek bo potekal na spletu 30.7. Super človek 300 naslov. Prijav se na naši spletni strani, ki jo najdeš zgoraj spodaj, nekje link za prijavo, da si poglej, www.potovanjeduše.si, zagotov si mesto, zaradi tega, ker bo dogodek potekal na spletu. Dobiš celoten posnetek dogodka na voljo, tako da če 30.7. nimaš čas, ga lahko pogledaš naslednji dan. Dobiš 4 darila od mene v tvoj mailbox. In mesta so omejena in čas je, da odpremo portale in se nehamo odrekati in se nehamo žrtvovati, ampak imamo lahko vse. Tako da, to je moje sporočilo zate, veselim se, da se vidimo, imej se lepo. Čau!